Krasni novi svet je tukaj, krasni novi svet je zdaj. Naprave so vsako leto pametnejše, vsako leto malo bolj strašljive. Ko ti zagledaš pametni televizor, jaz nisem več prepričan, kdo gleda koga. Jaz ga prav slišim, kako on razmišlja tam na polici. Stari, en dan bom jaz tam na kavču, pa ti tu na kredenci. Boš ti mene z daljincem kavča renja. Mislim, vse to treba upoštevati dejstvo, da je nezaupanje do novih tehnologij lahko tudi sam znak staranja. Moj stric že leta ne dobiva e-mailov, ker pač noče vpisati svojega gesla. Kaj to ti gmajl briga, moj skrivno geslo, Jure? Kaj, če mu jaz to pol povem, te pol ni več skrivno, ne? Ja, moraš razmišljati, Jure, veš, tu te dobijo. Okay. Saj se vedno bojimo malo tega, česar ne razumemo, ne? Tehnologije, davkov, lastne punce. Še jaz imam pač pri 34 občutek, da me tehnologija prehiteva. Moja najljubša naprava je ventil na radiatorju, ker imaš ful malo možnosti, kaj lahko gre narobe, ne? Novakovi so bili na kosilu, bolj rečeš, ne? Pa so ventil pokvarili. Je pa tudi res, da tehnologiji ravno iz nerazumevanja dostikrat pripisujemo neke lastnosti, ki jih v resnici nima. Zdaj, pametni dom v osnovi pomeni samo to, da prižiga luči, ko prideš domov, pa da se lahko pogovarjaš s televizorjem. Wow, res. Moj foter se že 30 let pogovarja s televizorjem vsak dan. Vsak dnevnik, pa vsak derbi, enka Maribor Olimpija, to je to. Res. Mi pa s pametnimi telefoni predajamo en velik del svoje zasebnosti. 40 let nazaj so se vsi pritoževali nad udbo, ne? Zdaj pa mi po lastni volji nosimo snemalnike zvoka in slike kar s sabo, skozi v žepu, nič nas ne moti, ne? In postavili bomo na 10 000 novih 5G oddajnikov, ki bo imeli pa še hitrejši internet, pa bolj bomo imeli samovozeče avte, v katerih bomo imeli še več časa, da bomo ironično na internetu. In predvsem bomo mi na vsakem koraku nadzorovani. Ampak to se mi ne sekiramo. Kaj te to je? Ker očitno smo mi imeli na televizijah prevečkrat ponovitev filma Sam doma in premalokrat Terminatorja. Pač, vse okej, ne. Vsaka doba je fascinirana z novostmi, ki pa na dolgi rok zdaj niso nujno tako fajn. Cigareti so bili v 50-ih še zdravi, v 70-ih je bil azbest the best, ne. Mi smo pač fascinirani z vsem novim. Šele čas in dvoglavi novorojenci bodo pa sicer pokazali, kako vsa žarčenja telefonov in brezžičnih omrežij vplivajo na naše zdravje, ne. Pa jaz tu mislim predvsem fizično, ker vpliv na psihično je pa že zdaj jasen. Mi sedimo doma, pa pol bulimo v te pametne žarnice, ko smo jih kupili v Ikeji, pa pol govorimo žarnica on, žarnica off, žarnica on, žarnica off. Zraven te pa gleda mušica na stropu, pa si misli, fuck, stari, če jaz isto zgledam, fuck. Žarnica on, žarnica off, fuck, res. In pa imamo res ful, hud Wi-Fi po vseh naravnih lokacijah, je to potrebno. Ljubica, glej, ni krasna ta Logarska dolina. Aha, glej, ko imaš 4 črtice. Na Slovenskih goricah, mislim po Slovenskih goricah, že itak večina obiskovalcev hodijo okrog, kot da ima VR očala. Kako ste že rekli, se to temu programu reče? Jo, rumeni muškat, dobre. Ja.